Poslušate 6. epizodo Frankloskopa. Podcast, v katerem Peter Frankl, častnik finance, iz izkušenih sogovornikov izvleče še več. Smo v izredno intenzivnem obdobju investicij, razvojnem obdobju in tudi obdobju prenosa izdelkov v proizvodnjo. Velja pa, da se sredstva od prodaje v veliki meri vračajo nazaj, da omogočajo vzdrževanje in obračanje tega sistema, da lahko generira nova zdravila in da omogoča oskrbo. To je zame Big Pharma. To pomeni izvesti nalogo, pri tem se kaj naučiti, pri tem preseči in priti do B+, ali najti alternativno pot do B+. Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobrodošli v 6. epizodi podcasta Frankloskop. Moje ime je Peter Frankl, sem direktor in glavni urednik časnika Finance. Tokrat smo gostili gospo Petro Štefanič-Anderluh, glavno direktorico Novartisa v Sloveniji. Kako je Belokranjki uspelo priti ne samo na visoko slovensko pozicijo, temveč tudi na globalno? Kaj je mit in kaj je resničnost o tako imenovani Big Pharma industriji? Kako uravnavati poslanstvo zdravja z imperativom dobička? Odkot bo farmacija, ki se v Sloveniji hitro razvija, dobila strokovne ljudi, ki bi jih rada zaposlila? Kaj svetuje mladim in tudi drugim, ki načrtujejo kariero? In ali so v slovenski farmaciji plače res tako mikavne? O tem in še o čem s Petro Štefanič-Anderluh. Spoštovana gospa Štefanič-Anderluh, dobrodošli, hvala za vaš čas in za podporo. Pozdravljeni in hvala lepa za vabilo. Gospa Štefanič-Anderluh, vi ste glavna direktorica Novartisa v Sloveniji, ste pa iz Bele krajine. Pred nedavnim ste praznovali 30. obletnico mature. Kako lahko oseba, Slovenka iz Bele krajine, prodre tako visoko v takšnem multinacionalnem podjetju, kot je Novartis? Je to težko? Živimo še vedno v moškem svetu, živimo tudi v svetu, kjer je Slovenija majhna. Ja, tako bom rekla. Jaz sem začela svoje šolanje v Beli krajini, vendar me je pot hitro vodila v Ljubljano na študij kemije, farmacije. Tam sem naredila tudi podiplomski študij in se zaposlila v farmacevtski družbi Lek. Ta se je potem preoblikovala v Novartis, kjer sem dobila mnoge priložnosti na različnih delovnih mestih. Začela sem v razvoju, potem nadaljevala v drugem segmentu razvoja, v proizvodnji in nato prešla v globalne vloge, povezane z samim centrom v Novartisu v Baslu. V tistem obdobju se je pač zgodilo, da je Novartis začel razmišljati o tem, kako bi preoblikoval svojo strukturo, tudi močno organizacijsko strukturo v Baslu in omogočil nekatera delovna mesta tudi drugje, v drugih geografijah. In zame je bila to dobra priložnost, da sem se odločila za pozicijo globalnega produktnega vodenja. In s tem sem stopila iz takrat generičnega okolja v inovativno farmacevtsko okolje. Kaj to pomeni generično, kaj to pomeni inovacijsko? V farmaciji, namreč generiki so eno, inovatorji so pa drugo. Ja. Inovativna farmacevtska podjetja sama razvijajo svojo molekulo in svojo farmacevtsko obliko. Jo tudi patentno zaščitijo. In da to uspejo, rabijo v povprečju vsaj 8 let razvoja, od zgodnjih predkliničnih faz, še prej, od zgodnjih bazičnih raziskav, ki jim sledijo predklinične faze in potem dolgo obdobje kliničnih študij in tudi formulacijskega razvoja, da lahko lansirajo zdravilo. Medtem ko generična industrija se referira in prevzame že znano molekulo inovativnih družb ter jo preoblikuje in lansira. Torej, generična industrija
izpusti oziroma preskoči en velik segment razvoja, ki ga imajo inovativne družbe. Ampak to ne pomeni, da tako imenovani generiki sploh razvoja nimajo. Tudi Krka ima nek razvoj, tudi Lek oziroma Sandoz v Sloveniji ima nek razvoj, Novartis je sicer nekoliko drugačen, ampak vsi ste pravzaprav eni in isti farmacevti. Res je. Generična industrija pokrije svoj razvoj na formulacijskem delu, mogoče tudi na sinteznem delu posamezne molekule, medtem ko samo specifično molekulo ali osnovno tehnologijo kopira od inovatorjev. Dobro, zdaj Slovenija je za Novartis privlačna. Če greva še nekoliko v zgodovino, Novartis in Lek in Sandoz, tukaj je nekaj zgodovine. Novartis je pred leti prevzel Lek v Sloveniji, potem se je preimenoval in je bilo sodelovanje Sandoz, Lek, Novartis, zdaj je Sandoz oziroma Lek na eni strani, Novartis je na drugi strani, seveda sodelujete, ampak sta to vendar dve podjetji. Torej lahko rečemo, da ima Slovenija 3 zelo pomembna farmacevtska podjetja. Lek oziroma Sandoz, Novartis in Krko. Kako sodelujete vi trije med sabo? Ste si konkurentje? Si kaj delite? Se imate radi? Hvala lepa za vprašanje. Lahko rečem, da konkurenti, vezano na produkte, smo. V tem ozkem slovenskem okolju smo tudi konkurenti za delovno silo. Vendar pa lahko rečem, da podjetja med sabo sodelujejo dobro. Uspemo, predvsem z Lekom smo uspeli gladko izvesti postopek oddelitve in tudi danes sobivamo na istem kampusu in sodelovanje teče gladko. To razhajanje, ta oddelitev je potekala pred približno 2 letoma, je tako. In zdaj ste 2 različni entiteti, ki med sabo še sodelujeta in pač sobivata v Sloveniji. Rekli ste, da konkurirate predvsem za ljudi, tekma za ljudi. Farmacija je postala v Sloveniji, vsaj zdi se mi tako, neko pomembno gonilo razvoja. Pred nekaj leti, mogoče desetletjem, smo govorili o Sloveniji predvsem kot o centru neke industrije, dobaviteljev za avtomobilsko industrijo, predvsem nemško, zdaj je farmacija ta alfa in omega slovenska. Zakaj se je zgodilo to? Upam si trditi, da je Slovenija v preteklih dekadah na področju farmacevtike pokazala dobro znanje in močen uspeh. Naši strokovnjaki so uspeli vzpostaviti in razviti mnoge produkte ter jih uspešno lansirati. Tudi če pogledam Novartis, ki se je preoblikoval od preteklega generičnega podjetja v zadnjih približno 6 letih v zelo močno inovativno farmacevtsko podjetje. Zakaj? V tem obdobju je Novartis uspel prenesti tehnologijo več kot 20 inovativnih zdravil, vzpostaviti mnoge proizvodne kapacitete, znanja in tudi uvajati nove tehnologije, kot naprimer biotehnologija, kot naprimer tehnologija za celične in genske terapije in še druge. Lahko se pohvalim za zelo uspešnimi lansiranji v zadnjem obdobju, kar je Novartis prepričalo, da smo primerna lokacija. Pa povejte, kaj o Novartisu nasploh. Recimo, to je zelo veliko podjetje. Recimo, da je Novartis samo za Novartis dosega 2/3 po prihodkih bruto družbenega proizvoda Slovenije. Skratka, Novartis je skoraj tako velik kot Slovenija in govorimo samo o enem podjetju. Kakšen je pomen slovenske firme Novartis v primerjavi z globalno firmo? Slovenska lokacija je za Novartis ena najpomembnejših. In pri nas pokrivamo vse
poslovne procese Novartisa. Od zgodnjega razvoja, torej tehničnega razvoja in raziskav, do proizvodnje, potem distribucije in pa tudi komercialnih dejavnosti za samo področje Slovenije. Lahko govorimo tudi o tako imenovanem end-to-end kontinuumu, ki se dogaja ravno v Sloveniji. In kar bi še dodala, je, da lokacija Novartisa v Sloveniji ne pokriva samo potreb za Slovenijo. Izvaja razvoj za produkte, ki se bodo razvili, lansirali in dobavljali na svetovne trge. Prav tako naše proizvodne enote na osnovi uspešnih inšpekcij in odobritev strani različnih regulatornih oblasti dobavljajo na svetovne trge. Pač recimo, če pogledate, koliko vas je sodelavcev in sodelavk Novartisa v Sloveniji? Nekaj več kot 4000. Koliko pa je zaposlenih v Novartisu globalno? Okoli 80 000. Torej, bova rekla, da je približno 5% zaposlenih Novartisa v Sloveniji. Kako lahko ti Slovenci uspejo multinacionalno? Recimo, greš v službo, oddelaš in greš domov. To je tudi en vidik uspeha v karieri. Lahko pa vidiš pred seboj družino, podjetje in tudi ves svet. Kako lahko uspeš v okviru nekega tako razvejenega multinacionalnega podjetja kot Slovenc? Več elementov je potrebnih. Bom rekla znanje, strokovnost, poleg tega pa energija, pripravljenost za delo in tudi pogum zastopiti na nova področja. Je pa verjetno res tudi to, da se posamezne lokacije Novartisa in takoj v vseh multinacionalnih podjetjih tepejo za priznanje v okviru multinacionalke. Skratka, recimo, Novartis ima kako podjetje tudi v Avstriji. Je tako? Ja, prav zagotovo. Novartis ima veliko podjetij, če se predvsem fokusiram na proizvodno in razvojno mrežo. Ima veliko relevantnih lokacij. Proizvodna mreža je velika več kot 30 proizvodnih mest v več kot 15 državah in vedno obstaja interna konkurenca. In ta je lahko zelo huda v multinacionalkah. Točno tako. Borba za nove produkte, borba za volumne, borba za doseganje poslovnih rezultatov je velika. Ne samo globalno, na področju, na nivoju celotne družbe, ampak tudi interno, ko konkuriramo med lokacijami. Pa povejte mi, v čem se Slovenci odlikujemo in v čem smo Slovenci morda nekoliko bolj zadaj? Kaj je tisto naše glavno, kar nas krasi, in kaj je tisto, kar nas mogoče malo tišči navzdol? Moje kolege v Sloveniji predvsem odlikuje znanje, strokovnost, inovativnost, pa tudi želja imeti dodano vrednost. Prispevati z izrednimi rezultati in presegati. Ok, torej smo dobri in zavzeti. Točno tako. Kaj nas pa tišči navzdol? Ali smo mogoče preveč zapečkarski? Ali smo mogoče premalo srboriti? Ali premalo ambiciozni? Lahko bi rekla, da so naši ljudje še vedno zelo fokusirani na slovensko okolje, predvsem starejše generacije. Pri mlajši generaciji opažamo že razlike, da so bolj odprti, si želijo v tujino, si želijo dosti bolj in tudi prosijo in spodbujajo čim prejšnje priložnosti in priložnosti v tujini, medtem ko en del naše populacije pa je še vedno dosti statičen. Pa bi lahko rekli tako, mladi bi želeli tu pa tam ali celo za nekaj časa v tujino, potem bi se pa vrnili domov. So tukaj recimo vrtci, ki niso tako zelo dragi, je tukaj neka socialna varnost, mogoče so nekatere značilnosti videti manj krute kot na Zahodu. Sicer res, percepcija, da je socialna varnost boljša, zagotovo velja.
Je pa res, da so drugi elementi, ki pa mlade omejujejo, da bi se vračali, ki predstavljajo za nas tudi oviro, da bi pridobili dobre tuje strokovnjake. To pa je zagotovo davčna politika in tudi, bom rekla, sama agilnost in hitrost prenosa in pa preselitve kadrov. Tudi to. Pa velja še en mit, da smo Slovenci recimo zelo privrženi temu znanju, neki stanovitnosti, po drugi strani pa smo nekako okorni pri uvajanju novih procesov, pri digitalizaciji. Radi imamo varno in staro. Hvala lepa za provokacijo. Pa ni bila mišljena kot provokacija, to je tudi zapisano nekaj takega v poročilu Urada za makroekonomske analize in razvoj. Tako bom rekla, farmacevtika sama zahteva zelo utečene, regulirane procese. Pri nas že sam proces razvoja, še posebej pa proizvodnje, testiranja in sproščanja zdravil na trg, zahteva sledenje procesom in zelo utečeno zaporedje dogodkov, kar nekako samo po sebi pogojuje, da moramo slediti temu, kar je zapisano. Je pa res, da ko reflektiramo naše procese, kako delamo, vidimo izredno velike možnosti, kako se lahko posodabljamo. V smislu digitalizacije, v smislu, kako na naši opremi zajemamo podatke, kako jih obdelujemo, kako teče prenos teh podatkov med različnimi sistemi, od recimo proizvodne opreme do zadnje točke, ko se zdravilo sprošča na trg. Kaj vmes delamo s temi podatki? Potem lahko rečem področje same proizvodnje, kako je avtomatizirana, kako je robotizirana, koliko je ročnih operacij. Tukaj vidimo izredno velike priložnosti. Obstaja še tretji segment, ki ga tudi adresiramo. So mnogi poslovni procesi vezani izven proizvodne, recimo procesi oskrbe, procesi, kako vodimo reklamacije, kako vodimo spremembe, ki so povezane z regulativo, kako vodimo vsa poročanja. In na vse našteto sedaj vodimo zelo intenziven proces digitalizacije in avtomatizacije. Roboti so naša prihodnost. Umetna inteligenca je naša prihodnost. Do neke mere zagotovo. In tudi pri nas uvajamo intenzivno uvajamo orodja, ki nam omogočajo digitalizacijo, poenostavljajo ročne procese in tudi na ta način povečujejo produktivnost, hitrost procesa in zmanjšujejo obseg napak. Tako da si upam trditi, da tudi slovenska lokacija, ki je pomembna tako z vidika razvoja, proizvodnje, oskrbe in tudi komercialnih dejavnosti, je v sklopu Novartisa ena od ključnih lokacij, ki se posodablja tudi v luči digitalizacije in uvedbe orodij na osnovi umetne inteligence. Je pa privlačnost za najbolj strokovne kadre oziroma za najbolj plačene kadre pomen lokacije Slovenije nekoliko neprivlačen. Namreč visoke dajatve, odsotnost socialne kapice, govorimo o zdravstvenih in socialnih prispevkih. Težko si namreč privoščite nekomu dati dobro plačo, res dobro plačo in dobro nagrado ob koncu leta, če za to moraš plačati krat 2,8. Res je. To je eden od naših ključnih izzivov, kako pritegniti prave eksperte, prave profile in tudi kako jih zadržati v luči slovenske specifike, da bi jim omogočili, bom rekla, privlačne dohodke in tudi nasplošno dolgoročno bivanje v Sloveniji v okviru naše družbe. Kaj pa je za vas privlačna plača, privlačen dohodek? Kako bi vi to opisali? Namreč, imam prijatelja. Ta prijatelj je podobnih let, kot sem sam, torej nekaj čez 60, in on je presrečen, ker se njegova hči zaposlila v Novartisu, pa mi še pove, tako rekoč začetnica, pa nekaj več kot 2000 evrov plače. Je študirala, seveda, farmacijo,
2000 evrov takoj za začetek, to ni slabo. A se je preveč hvalil ta moj kolega? Težko je reči na individualnem primeru. Kar je pomembno je, da imamo posamezne profile ustrezno klasificirane, da so nivoji plač primerno povezani z intervali, mi govorimo o tako imenovanih benchmarkih, ki jih delamo, kjer se pač posameznik pozicionira, ponavadi novo zaposleni, manj izkušeni, potem začnejo v spodnjem delu intervala in z dobrimi rezultati, z izkušnjami se potem plača ustrezno prilagaja in napreduje. Jaz vas ne želim motiti, želim vas pa vseeno vprašati, ali lahko poveste kako številko. Številke imamo ljudje radi imamo tudi čim več številk na plačilni ovojnici. Kakšne so plače v Novartisu? Plače v Novartisu so primerljive z plačami v slovenskem okolju, ker, kot sem že povedala, delamo primerjave z ostalimi slovenskimi podjetji. Kar omogočamo našim sodelavcem, je dodatno finančna nagrada ob dobrem poslovanju. Omogočamo jim redno letno povišanje plač, regres in tudi poslovna nagrada ob zaključku leta. Plače v farmaciji nasploh veljajo kot dobre plače. Razen, čeprav razumem lekarniško zbornico, v lekarnah. Čeprav se tudi te dajo interpretirati tako ali drugače, samo recimo lekarnarji bijejo plat zvona. Vse dobre ljudi nam odpelje farmacevtska industrija, misleč predvsem na vas, Novartis, Lek oziroma Sandoz, Krko, morda še koga drugega, bolj prodajno usmerjenega farmacevta. Ja, dejstvo je, da so plače v gospodarstvu višje kot v javnem sektorju. Če bi primerjali profil farmacevta v eni od slovenskih farmacevtskih družb, približno enake senioritete, približno enake odgovornosti v primerjavi z plačo v javnem sektorju, bi videli razliko. Pa ne gre samo za lekarne, gre tudi za zdravnike in podobno. In ne govoriva samo o zdravnikih, govoriva tudi o inženirjih splošnih drugih tehničnih strok. Ne? Skratka, ti nekako iščejo in se ozrejo tudi po farmaciji in farmacija jih želi. Točno tako. Farmacija si teh profilov zelo želi. Torej, zmotno je mnenje, da želimo kadrirati samo farmacevte in kemike. Mi potrebujemo tudi druge profile, kot so IT eksperti, eksperti za obdelavo podatkov in predvsem inženirje. Torej, strojnike, elektrotehnike. Točno tako. Poleg teh iščemo tudi sodelavce za delo v proizvodnji. Torej, lahko rečem, da kadriramo raznovrstne profile različnih nivojev izobrazbe. Vezano na našo organizacijo, na našo rast, smo odprti in tudi vidimo potrebe za raznorazne profile vezano na zaposlovanje. Kako bi vi kot menedžerka opredelili te razlike med generacijami? Namreč, sam sem začetek generacije X, nekaj med baby boomerjem in X-em. Vi ste generacija X. Govorimo potem o milenijcih, pa v generaciji Z. Predvsem ta, ki je zdaj blizu kariernega viška, generacija Z, to se govori, da so zelo zavzeti za lastno dobrobit, da zelo dobro odmerjajo življenje in delo in tako naprej. Jaz sam tega ne razumem prav dobro, zato ker sam dojemam delo kot pomemben del življenja. Tukaj pa govorijo o nekem razkoraku med delom in življenjem. Kako vi gledate na to? Dejstvo je, da vidimo, da mlajše generacije imajo
rahlo drugačne vrednote in tudi fokus. Lahko pa rečem, da so tudi mlajši sodelavci za nas vredni, eksperti, pomembni potenciali, pomembni talenti. Gre za mlajšo generacijo, ki samo bolj kaže potrebo po balansu med službenim in privatnim. In to je nekaj, kar se tako in tako naša družba zaveda in skuša držati ta balans za vse zaposlene. Na eni strani imamo zelo ambiciozne poslovne cilje, po drugi strani pa želimo, da naši delavci delajo dobro dolgoročno. Zaradi tega tudi uvajamo programe, kot so polni življenja, po angleško well-being, ki omogoča dobro fizično počutje in duševno zdravje. Zaradi tega skušamo vzpostaviti, kot sem rekla, ravnotežje tako med službenim in privatnim. Ampak mogoče si pa malo riševa pred sabo neke utvare. Če si res ambiciozen, se ne moreš kar odklopiti. Saj v službi ves čas razmišljaš. Tudi če si v gorah, če si na smučanju, če plavaš v morju, saj vedno ti gre nekaj po glavi. In to velikokrat v službi. Saj odklopa dejansko ne more biti v taki obliki, kot si ga danes marsikdo predstavlja. Jaz mislim, da je to vezano zelo na posameznika, kako Dobro. se organizira in kako doživlja. A vi kdaj odklopite? Se vam skozi gre po glavi? Služba gre vam skozi po glavi, gospa Štefanič Anderluh, to si upam trditi. Velik del mojega časa zagotovo. Balans iščem v tem, da v privatnem življenju tiste stvari, ko jih delam in kar delam zelo intenzivno in kvalitetno. Ampak tu pa tam še vedno uide misel k poslu. Zagotovo, vezano na odgovornost, ki jo imam, tako v slovenski vlogi, kot v globalni vlogi, zagotovo. Kakšna pa je vaša globalna vloga? Namreč v Sloveniji biti menedžer je ena stvar, samo multinacionalke vedno delujejo tako, da talente želijo privabiti tudi v centre, v Basel ali v ZDA, kamorkoli. Ja, torej v Sloveniji sem generalna direktorica Novartisa d.o.o. Sporedno imam globalno vlogo kot globalna vodja tehnološke platforme malih molekul, ki pokriva vsa proizvodna mesta za trdne farmacevtske oblike v Novartisu. Celokupno je to 14 tovarn širom po svetu. Kako pa to uravnavate? Po eni strani imate Slovenijo, potem vašo globalno vlogo, potem pa želite biti še oseba, ki ima neke zasebne cilje. Gospa Štefanič Anderluh, jaz vam tega preprosto ne morem verjeti povsem, da odklapljate. Hvala lepa za provokacijo. Tako bom rekla, jaz imam veliko srečo, da sem uspela okoli sebe zgraditi zelo dober tim. Okoli sebe imam ljudi, ki so ekspertni, zelo zavzeti, predani delu in predani našemu timu. A jih kdaj pokličete v soboto popoldne oziroma jim pošljete SMS ali mail, če vam kaj pade na misel, hodite v hrib ali kjerkoli ste že, greste v rodno Belo krajino med vinograde, pa dobite tam idejo, a je takoj pošljete po mailu ali je to prepovedano? Tako je. Pri nas v družbi imamo pravila za odklop, sledimo splošni regulativi, vendar pa z sodelavci, s katerimi smo si najbližje, imamo poseben dogovor. Vezano na to, da se za določene teme, za določene bolj pomembne stvari lahko slišimo. Se seveda tudi spoštujemo privatni čas en drugega, ampak se na ta način, če je potrebno, tudi podpiramo. Torej, skratka, nič v življenju ni črno ali belo, vedno Točno je tako. sivo. Mlad človek v Sloveniji išče prihodnost in reče, farmacija v redu, dobra plača v primerjavi z drugimi, mednarodno okolje, to me zanima, hkrati je tu še neka varnost, idealno za pripadnika
generacije Z ali celo kasnejše. Potem pa se misli poslanstvo farmacije. Okay. Pa to je vendar Big Pharma. To so vendar ljudje, ki prodajajo zdravila in ob tem bogato služijo, velike dividende delničarjem. Kako vi doživljate to poslanstvo in to nasprotje med družbeno vlogo farmacije oziroma medicine širšem in zaslužkom? Ja. Torej, naše poslanstvo je izboljševati in podaljševati življenja ljudi širom po svetu. In to res delamo z zdravili, ki so edinstvena, z zdravili, za katera ne obstajajo terapevtske alternative. V mnogih primerih so to tudi edine možnosti za pacienta. In to silno poslanstvo, ta pomembnost, da pacientu dostaviš zdravilo, se odraža tudi v tej močni proizvodni in distribucijski mreži. Se odraža v vseh sistemih, ki zagotavljajo, da so sami parametri oskrbe na nivoju 100% ali 99,99%. In tudi, da lahko omogočiš tako zdravilo pacientu, pomeni, da imaš močen raziskovalno-razvojni ustroj. Za nas to pomeni izredno velik sistem za vse bazične raziskave, predklinične študije in tudi klinične študije, ki tečejo vrsto let na tisočih pacientih. In to je za nas Big Pharma. Seveda, konotacija samega pojma Big Pharme v širši javnosti ima morda negativen prizvok. Velja pa, da se sredstva od prodaje v veliki meri vračajo nazaj, da omogočajo vzdrževanje tega sistema in obračanje tega sistema, da lahko generira nova zdravila in da omogoča oskrbo. To je zame Big Pharma. Recimo, tukaj imaš skandinavskega šampiona Novo Nordisk. Včasih je delnica čist na višavah, včasih spet pade. Oni so zelo veliko ime si ustvarili tudi z zdravilom za zdravljenje, recimo temu, debelosti. In potem pa pride predsednik Trump pa reče, dal bom Evropejcem carine, oni služijo na naših boleznih, ne bom tega dovolil. Kako farmacija danes odvrne na take očitke? Tako, kot ste vi povedali, je kakšna bolj udaren slogan? Ja, bom rekla, geopolitična situacija je za nas zelo pomembna. Spremljamo razvoj takšnih in podobnih dogodkov in se skušamo temu prilagoditi. Ključni faktor za to je robustna, včasih tudi podvojena ali potrojena distribucijska, proizvodna in distribucijska mreža, tudi zdrave zaloge in fleksibilnost samega sistema. Na ta način vidimo mi možnost, da se takšne spremembe, kot se sedaj uvajajo ali nakazujejo oziroma tudi pričakujejo, lahko vsaj delno mitigirajo. Seveda je tukaj tudi vprašanje surovin, ki jih farmacija v razmeroma veliki meri kupuje na Daljnem vzhodu, recimo na Kitajskem, v Indiji. In tukaj je vprašanje distribucije dobavnih verig in da želimo del tega prenesti nazaj v Evropo, da ne bomo tako odvisni od vzhoda. Kakšne so vaše misli ob tem? Tega se zavedamo in v ta namen se že vrsto let v Novartisu dela na tem, da so distribucijske mreže in viri surovin multiplicirani. Torej, za naše ključne produkte imamo mi uvedene in tudi regulatorno odobrene multiple vire, kar nam omogoča to fleksibilnost v primeru raznoraznih dogodkov eksterne narave, na katere eventualno nimamo vpliva. Je še eno vprašanje, ki je precej razširjeno v Sloveniji in tukaj merim na vprašanje različnih cen. Včasih celo mene zmoti,
ker tudi sam razmeroma veliko potujem, da je neko zdravilo v Sloveniji dražje, kot je recimo na Hrvaškem. Nekateri drugi povedo, da je grosistična nabava nekaterih zdravil cenejša, če se jo izvede recimo v Nemčiji, pa se tega ne da storiti, ker se treba obrniti na trgovca v Sloveniji, ta pa ponuja po tej in tej ceni. Včasih ima recimo zdravstvena zavarovalnica nekako slab občutek, oziroma vsi tisti, ki spremljajo tudi delo zdravstvene zavarovalnice. Zakaj ne kupujejo v Nemčiji, zakaj morajo dražje kupovati v Sloveniji? Ja, sam sistem definiranja cen zdravil na trgu je izredno kompleksen. Vezan je tudi na določena pravila, kako posamezne države določajo cene, na specifične formule in v veliki meri se cene prilagajajo specifikam trga. Kupni moči, patentni situaciji, konkurenci in tudi raznim drugim programom, eventualno tudi za reimbursement. Tako da nasplošno bi veljalo, da je v takšnih primerih smiselno pogledati specifičen razlog za razlike. Kaj načrtuje Novartis še dodatnega v Sloveniji? Če lahko opišete, kaj je zdaj, torej Ljubljana, Mengeš, še kje in kaj se še dodatno načrtuje. Če pa vprašam drugače, koliko ljudi bo imel Novartis predvidoma zaposlenih čez 10 let v Sloveniji? Smo v izredno intenzivnem obdobju investicij, razvojnem obdobju in tudi obdobju prenosa izdelkov v proizvodnjo. Glede samih investicij lahko povem, da gradimo velik obrat za aseptične izdelke v Ljubljani. Gradimo velik obrat za kemijsko proizvodnjo, ki bo podprl naša zelo pomembna zdravila z področja onkologije in tudi z področja ledvičnih bolezni v Mengšu. Razvojna ekipa gradi velik obrat za raziskave in proizvodnjo za zgodnje klinične faze za biološke izdelke. Nedavno smo odprli VIFA obrat za celične in genske terapije in izvedli smo več, sicer manjših, pa še vedno zelo pomembnih investicij, ki nam omogočajo uvedbo novih izdelkov, ki prihajajo iz razvojnega portfelja, kot tudi za povečanje kapacitet, da omogočamo rast volumnov. Delamo tudi na uvedbi proizvodnje, ki bi podprla radioligandne terapije. Tako da lahko rečem, velike priložnosti, veliko investicij v teku in naš tim v Sloveniji dela na tem, da se postavi v vrsto in konkurira vsem priložnostim, ki pridejo iz razvoja ali iz komercialnega dela kot priložnost dodatnega volumna. Pa povejva še drugače, zdajšnje število zaposlenih v Novartisu v Sloveniji? 4000. Predvidevanje za čez 10 let? Številka 4000 bi lahko zrasla čez 5 do 6000. Okay. Kje bomo dobili ljudi? Ljudje so dobrina, ki je danes primanjkuje. Govoriva o demografiji, govoriva seveda lahko tudi o migracijah. Ali bomo ta problem rešili z imigracijami v Sloveniji? Kje vi vidite? Odkot boste dobili ljudi? Pa ne mislim nujno samo na Novartis, temveč celo farmacevtsko industrijo v Sloveniji. Ja. Se strinjam, to je v bistvu izziv, s katerim se soočamo že sedaj. Sam balkanski bazen je že dokaj prazen. Sicer še vedno intenzivno kadriramo iz tega dela, kar zadeva strokovnjakov. Vodimo zelo močne, tako imenovane early careers programe, sodelujemo z šolami, z univerzo. Mimogrede, to šolanje oziroma stiki med podjetji in univerzami oziroma centri za razvoj znanosti mogoče niso tako zelo slabi v Sloveniji, to samo mimogrede.
Tukaj bi se prav pohvalila, da imamo zelo dobro sodelovanje. Za Univerzo v Ljubljani smo nedavno podpisali strateško partnerstvo. Namen je formalizirati oziroma podati pravno, formalno osnovo za mnoga sodelovanja na raziskovalnem področju, pa tudi na področju sooblikovanja študijskih programov in oblikovanja oziroma omogočanja delovne sile. To sodelovanje je uspešno in teče, ampak dajva se vrniti na tisto osnovno vprašanje. Jaz se opravičujem, da sem vas prekinil. Kje dobiti ljudi? Razumemo, mladi ljudje v Sloveniji, ampak odkot bodo prišli dodatni, ker v Sloveniji nas je majhen, ta prirastek. Seveda nekaj migracije naredi, ampak odkot bodo prišli ti ljudje? Kot že povedano, še vedno veliko delamo, da pritegnemo sodelavce v Sloveniji. Še vedno je za nas vir balkanski bazen. Zaenkrat še ne proaktivno, ampak se odpiramo tudi in razmišljamo o pridobitvi delovne sile širše kot navedeno. Recimo Indija. Tam so šole, tam ljudje so in Indija je največja država v svetu glede na prebivalstvo. Zaenkrat aktivni na tem področju še nismo. Zaenkrat smo uspeli kadrirati iz navedenih geografij dovolj, tako da zaenkrat še ne delamo na proaktivni realokaciji ljudi iz Indije. Vi ste zdaj, počasi se bližava koncu, ste zdaj v letih, ko je človek že naredil neko kariero, ko je mogoče na vrhuncu, mogoče pa še ne. Kje se pa vi vidite, na katerem položaju čez recimo 15 let, ko se boste verjetno spogledovali z upokojitvijo? A bi človek raje šel nazaj v raziskave? A bi človek recimo rad doživel to, da bi bil šef Novartisa globalno? Ali kaj bi rad delal človek, preden gre v penzijo? Kako naj danes mlad človek načrtuje kariero, po vašem mnenju? Povejte najprej osebno, potem pa osebno, tako bom rekla. V bistvu jaz se ne ukvarjam za pozicijo ali titulo. Zame je bila vedno zanimiva vsebina, nove stvari, novi projekti. Imam veliko strast do produktov, prav rada se ukvarjam z raznimi produkti, ko so lansiranja, uvajanja, ko se ukvarjamo s tem, kako izkoristiti ves možen potencial. Sem najbolj srečna na temah tega tipa. Tako da jaz bom po moje poskušala ostati vpeta v tako vsebino, predvsem na področju tehničnih operacij in proizvodnje. Dajmo pa videti, kako se bodo stvari razvile. Kaj pa bi svetovali mladini? Recimo človeku staremu malo manj kot 30 let. Recimo kolegu, ki je tu zraven naju sedi in ki bo ta prispevek tudi zmontiral. Če malo reflektiram svojo kariero, zanimivo je, da jaz sem sicer študirala naravoslovne vedi, kemijo in farmacijo, in po zaposlitvi pravzaprav nisem imela zelo jasne večstopenjske poti, kako bom nadaljevala svojo kariero. Mislim, da je bilo dosti bolj pomembno, da sem bila odprta za nove stvari in dosti pogumna, seveda tudi pridna, in potem so se priložnosti odpirale spontano. Kaj to pomeni biti priden? Ko ti recimo na Balkanu poveš, da so Slovenci pridni, pa rečeš to, težko je najti ustrezno zamenjavo, ustrezen prevod v druge jezike. Kaj je ta pridnost, ki jo v Sloveniji tako radi uporabljamo kot en opis? Jaz bom povedala z vidika, bom rekla, naše družbe, kaj pomeni dobro delati. To pomeni, da skušaš izpeljati naloge in doseči cilje na učinkovit način, da skušaš široko gledati, da vpelješ tudi izboljšave in kreirati dodano vrednost. To ni priti od točke A do B, če si imel v ciljih B. To pomeni izvesti nalogo
pri tem se kaj naučiti, pri tem mogoče preseči in priti do B+, ali najti alternativno pot do B+. Imel sem občutek, kot da ste nekako namignili v prejšnjem odgovoru, da ste se malo prepustili toku. Pa nimam tega občutka, da niste pravzaprav bolj načrtovali kariere, kot ste to povedali. Imam občutek, da ste bili malo bolj tako konkretno usmerjeni, kaj hočem doseči. Ja, kariera ni bila načrtovana z vidika seznama titul. Bila je načrtovana z vidika prevzemanja zanimivih vlog, prevzemanja vlog, kjer bi imela možnost vodenja, vlog, kjer bi imela možnost večje odgovornosti in nekega vpliva ali impakta na sam biznis. Je osebno življenje v tem času kaj trpelo? Tudi kdaj. Zato je pomembno, da imaš za sabo družino, da imaš za sabo ljudi, ki te podpirajo, tako partnerja, da so otroci pridni, širšo družino in dobre prijatelje. A so pridni otroci, a so pridni? Ja. No, to pa je lepo slišati. Kaj to pomeni pridnost pri otrocih? Ja, to je pa mogoče eno najtežjih vprašanj tega intervjuja. Za otroke pač želim, da se bi razvijali v ene samostojne ljudi z pravimi vrednotami, da bi tudi dosegli primerno izobrazbo in da bi znali najti neke zanimivosti, da bi znali najti dodano vrednost v življenju, da bi bili srečni. Je to mogoče najti v Sloveniji ali jih kaže usmerjati bolj v svet kot v Slovenijo? To je vprašanje, s katerim se spopada marsikateri oče ali mati. Mislim, da pravzaprav to niti ni toliko relevantno. Po moje je najpomembneje, da gredo za vsebino, za tisto, kar jih zanima, na tista področja, na tiste teme. Izkušnje bodo že prišle in če bo možnost iti v tujino, jih bomo podprli. Če ne, če bodo delali v takšnih velikih sistemih, v katerem delam jaz, lahko tudi zelo lepo karierno pot ustvarijo v Sloveniji. Spoštovana gospa Petra Štefanič Anderluh, hvala vam lepa za ta pogovor in veliko uspeha vam želim. Hvala tudi vam. Poslušali ste 6. epizodo Frankloskopa. Vabimo vas, da se naročite na naš kanal, tako ne boste zamudili prihodnjih epizod.